Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenska parlamentarna politika se ta teden že v drugo ne uspe poenotiti. Po nesoglasjih glede reševanja sporov s Hrvaško je zdaj nesoglasje pri tako imenovanih vojnih zakonih. Prvi med enakimi predsednik državnega zbora Pavle Gantar, aka oziroma also known as raztreseni profesor, je zato včeraj na naše vprašanje, kdaj bodo sprejeli zakonodajo za poravnavo krivic za druge svetovne vojne, odgovoril. Vesti piše, Denis, vas moram opozarjati, noter je veliko nekih takih šal, ki raztreseni, da pokažeš posnetek, nima smisla. Kratko, enostavno, jaz sem se navličil čakati. Po tem četrtem neformalnem pogovoru in sestanku mi je jasno, da v teh konštelacijah tega dogovora na razmeroma enostavnih zadevah ne bo mogoče doseči. In tako sem rekel prej, mora zakonodajalec in koalicija prevzeti tisto odgovornost, ki jo imajo z uresničitvijo določb Ustavnega sodišča. Še bolj pa je Gantar kritičen do ideje o tako imenovani drugi republiki. Pravda te ideje, ki je predsednik Slovenske demokratske stranke, je prav gotovo še vedno eden izmed redkih marksistov v tej državi, in deterministov, in verjame, da ekonomski krizi sledi socialna kriza, socialna in politična kriza, in ko je politična kriza, je možno mobilizirati ljudi proti institucijam oblasti. Jaz sam mislim, da je to seveda upoštevana vredna napoved v tem smislu, da se moramo zavedati, da je demokracija ranljiva. Demokracija je ranljiva. V tem smislu, da je lahko spodnesejo masovne populistične težnje. To se je v prejšnjem stoletju zgodilo večkrat in novo stoletje ne daje nobene garancije, da se to ne more zgoditi. No, kjer se fantje ne uspejo dogovoriti, so bolj složne gospodične in gospe. V velikem salonu državnega zbora, kot se pritiče pravim damam, so te razpravljale, kako v politiki povečati prisotnost nežnejšega in zadnje leta moškim vse bolj enakopravnega spola. Prva temnolaska parlamenta, predsednica komisije državnega zbora za petičniže in vse drugačne, vse enakopravne, Eva Šminka Irglova nam je zaupala, kako naj bi ženskam to tudi uspelo. No, jaz mislim, da najlažja promocija tega smo ženske same. Če smo ženske aktivne na funkciji, ki jo opravljamo, če z odgovornostjo opravljamo svoje delo, če smo prepoznavne v svojih nastopih, v izjavah, potem lahko prepričamo tudi druge ženske, da se odločijo za vstop v politiko. Če pa smo ženske pasivne na funkcijah, potem seveda lahko naredimo ravno obratno in pripeljemo do tega, da se ženske ne odločajo za vstop v politiko. Glede moških pa tako, ja. Moški, po mojem mnenju, če bi malo zmanjšali svoj ego v nekaterih trenutkih, potem bi bila slika v parlamentu danes bistveno drugačna, kot je. Zato dobim dodatek, če to preberem. Zrcalce, 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 povej, katera najlepša v parlamentu je zdaj? Nina! Katera poslanka je najlepša v tem sklicu parlamenta? Ja, to je pa evidentno, ne? Najlepša hvala. Prva žrtev vladnega kadrovanja in kandidat za evropske volitve na Zverovi listi SDS, Anže USB Števec Logar, je ob presežni številki 100 vladnih menjav medijem pojasnil, kako je premier Pahorjev Borči požrl predvolilno obljubo o nekadrovanju. SDS števec menjav in zbirka imen novoimenovanih državljanov, ki naj bi bili na liniji aktualne vlade, je po Logarjevo prava PR-ovska poteza opozicijske stranke. In kdo se je pravzaprav spomnil tega podviga? Ta isti, ki je bivšega premijeja nastavil v finski Mariji Veitolo. Se pravi, verjetno Logar, ali kaj? To ni evropska tema, je pa povezana s predvolilno obljubo te vlade in mislim, da je bila ravno tvoja ideja, da se ob prvi obeležitvi, recimo okrogle številke 100, napravi neka
obeležitev tega mejnika in danes smo pač o tem obvestili javnost, kjer smo jasno povedali, da so bile obljube nekaj, realnost je pa nekaj popolnoma drugega. Če ste na obletnici vi spregovorili o tej temi, ste vi idejni oče tega števca SDS? Zdaj, na enem od posvetov sem podal ta predlog, da se te menjave zabeležijo na posvetu stranke, ampak mislim, da je bilo to, glede na to, da je bilo to eno od osrednjih obljub te vlade pred volitvami, vsem postalo jasno, da je treba to obljubo skrbno spremljati. A še vedno sanjate Marijo Vajtalo? Nikoli jo nisem. Vam ni nikoli zagrenila življenja? Zakaj? Tako vprašam. Ne, nikoli. V Cankarjevem domu so se ob izidu izbora kolumn na preži avtorice Tanje Lesničar Pučko ob okrogli mizi zbrali nekateri kolumnisti Dnevnika in avtorica Spomenka Hribar. Beseda je tekla o odgovornosti kolumnista, objektivnosti in pojavu spletnih komentarjev. Dr. Vlado Miheljak tako poda definicijo kolumne. Evo, tega ni napisal Denis. Več pa je iluzija, da obstaja, da si predstavljate objektivno kolumno. Objektivna kolumna je, ali pa da tole nesrečno to Avstrijko, nekako je že ime, greš vprašati njeno zgodbo in njenega očeta in spolnega partnerja Fritzla pa njegovo, to bi bilo objektivno, to naselano, in pa bi dobil neko preseko. Slovenija, 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 kultura. V soboto bo med 9. in 14. uro na ljubljanskem Tromostovju potekal bolšji sejem za osebno asistenco, ki ga organizira JHD. Na povabilo k sodelovanju so se odzvali mnogi znani Slovenci, med predmeti za dražbo pa so se našli prav zanimivi predmeti. Pa še en tale srebrnkast suknič vidim. Pa ne mi reči, da je to od Stojana Auerja. Točno tako. Stojan Auer in njegov telovnik. Je. Lušten. Z pripadajočo kravato, seveda, mora biti. V Kudu France Prešeren je dramska skupina Delekto sinoči predstavila gledališko predstavo 300 000 km na sekundo, ki je nastala iz poezije Rabindranatha Tagoreja. Z njim najdeš svoje ljubezen izdolbeno v podobi mojega življenja. Nas zanima, kako ste se punce odločile sploh za posneto predstavo in jo spraviti v gibanje? V bistvu začeli smo s tem, da je bila želja po ustvarjanju, želja po poetični predstavi, vse imamo rade poezijo, tako da smo začeli s tem. Potem nam je pa gospa Zorčič, ki je letos sodelovala z nami, predlagala Tagorejevo poezijo in smo vse videli, da je pač res čudovita in da bi bilo to škoda, da ne bi dali v tako obliko, da bi čim več ljudi spoznali. Koliko časa pa nastajanje te predstave trajalo? Ja, začelo se je v novembru, potem so si vse izbrale svoje pesmi, so mi nekako to posredovale, jaz sem sedela par dni na posli in dajala skupaj stvari in poskušala narediti z tega neko celoto, nek smiselen, povezan večer, dogodek. In na koncu je nastala predstava 300 000 km na sekundo. Nocoj je vabljen tudi v naš studio 141 na ogled koncerta štajerskih rockerjev Division, ki bodo po majskih igrah kilometrino nabirali v Švicu mikrofona. Ob 8. To treba tudi napisati. Ja, pridite vsi, ker boste slišali nekaj, kar še na slovenski sceni ni bilo slišano v bistvu. Še vreme. Danes ob 14. bomo začeli s prvo oddajo v živo, tako da vreme ni pomembno, itak bomo noter, bodite vi noter tudi in gledajte nas. Mislim, ne mene, Ajdo pa Irina. Se veste. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na vesti, ostanite še naprej z nami. Sem vse povedal? Ja. Kam si prišel?